Živijo. Danes je druga adventna nedelja in tudi praznik brezmadežne. V Evangeliju beremo: tisti čas je bil angel Gabriel od Boga poslan v galilejsko mesto, ki se imenuje Nazaret, k devici, zaročeni z možem, ki mu je bilo ime Jožef, iz Davidove hiše, in devici je bilo ime Marija. Ko je prišel k njej, je rekel: pozdravljena, milosti polna, Gospod je s teboj. In pri teh besedah se je prestrašila in je razmišljala, kaj naj pomeni ta pozdrav. Angel pa ji je rekel: Sveti Duh bo prišel nate in moč najvišjega te bo obsenčila. Morda smo zaradi pozdrava mir vam bodi, s katerim se pozdravljamo pri nedeljski maši in s katerim je nenazadnje tudi Jezus po vstajenju najprej nagovoril svoje prijatelje, apostole. Mogoče smo zaradi tega izraza pod vtisom, da mora naše življenje, še posebej naše krščansko življenje, potekati mirno, v miru, brez pretresov. In se zato izogibamo vsemu, kar bi nas lahko vznemirilo ali pa prestrašilo. Ljudem, dogodkom, še šoli, če bi nam le pustili. Celo maši in veruku. Ampak poglejte, pride sam nadangel Gabriel, Gospodov angel, in prav lepo, vljudno pozdravi Marijo. Marija, vdana dekla Gospodova, pa se prestraši. Kako to? Zato, ker s tem ni nič narobe. Ko Bog vstopi v moje življenje, ko mi hoče kaj osebnega, kaj posebnega povedati, šepati na uho, se mi mora približati. Mora, če uporabim svetopisemski jezik in besednjak, vstopiti v moj čoln. In čoln se zamaje, jasno, najbolj normalna stvar na svetu, povezana tako z logiko kot z zakoni fizike. Če seveda čoln služi svojemu namenu in je na vodni gladini, privezan v pristanišču in pripravljen, da odrine na globoko. Če čoln leži na suhem, zakopan v pesku ali nasajen na čereh, potem se zlepa ne bo zamajal, premaknil. In če bi vas zdaj vprašal še, kakšen je po vaše Sveti Duh, kako si ga predstavljate, bi mi verjetno začel govoriti o vetru, pa o ognju, predvsem pa o malem belem golobčku. Take so naše predstave. Ampak Sveti Duh ni nekaj, kar bi si predstavljali, ampak je nekdo, ki se ti predstavi. Sveti Duh je nekdo, ki ti predstavi nepredstavljivo. In v življenju se vsakodnevno srečujemo s stvarmi, ki si jih ne predstavljamo oziroma ne znamo predstavljati, ne vemo, kako delujejo. Si pa življenja brez njih ne znamo več predstavljati. Jaz, na primer, ne vem, kako deluje televizija, pa internet, nazadnje ne vem, kako deluje ta kamera, s katero me ta moment snemajo. Pa vendar jih uporabljam. Gledam in uporabljam. Ali pa kako je to, ko se zaljubimo? Kaj je tisto, zaradi česar nam je nekdo všeč, da zardimo v njegovi bližini? Zakaj je nekomu nekaj smešno, drugega pa ista reč spravi v jok? Nepredstavljivo. Ampak če si boš dovolil, da Sveti Duh pride nad te, boš nezaustavljiv kot veter, boš močen kot ogenj in boš preprost kot golob. Boš svet in boš božji. Mogoče ne boš razumel, kako deluje televizija, se boš pa spoznal na ljubezen. To si pa lahko že predstavljaš. Ni povezano ne z leti, ne z velikostjo. Lepo nedeljo.